Pred 20 leti skoraj ni bilo najstnice, ki ne bi poznala skladb, kot so Hočem to nazaj, Reci, da si za in druge, ki jih je prepeval Sebastian. Takrat je bil pritisk prevelik in mladi zvezdnik se je moral odločiti ali za pevsko ali pa za plesno kariero. Čeprav je letos se nekako spet vrnil v pevske vode, je ples še vedno njegova velika ljubezen, ki mu vzame večino časa. A ne boste verjeli, ples ni bil del njegovega otroštva. O tem ni niti razmišljal kot otrok. Sebastian pač vedno pleše. Če bom prišel na oder brez da plešem, bom mislil, ali da sem se postaral, ali da se mi ni dalo pripraviti na nastop, ali pač nekaj takega, ne? Ja, Sebastian pleše že dobrih 20 let. Ali v spotu, na odru ali na parketu. To je danes njegov poklic, saj vodi eno največjih plesnih šol pri nas. Ta ljubezen pa se je pričela šele v najstniških letih. Jaz sem bil v bistvu tisti učenec v osnovni šoli, ki je bil edini v razredu, ki je na raznih božičnih praznovanjih, ko smo si v razredu zagrnili zavese in plesali, sem bil edini, ki je sedel in ni bilo sile na tem planetu, ki bi me spravila do plesa ali pa da karkoli premaknem nogo. Potem pa je takrat bila ful znana oddaja Poglej in zadeni in zdaj so imeli zelo močno plesno zasedbo in to je bil moj svet. Njegov prvi plesni nastop je bil na pesem Willa Smitha iz filma Men in Black. In smo bili vsi črno oblečeni. Celo takrat so me punce okolo obrnile, da smo se črno našminkali, ne vem, zakaj sem jaz temu rekel ja. Danes je priznani plesni učitelj in koreograf, pa ne le na domačih tleh. Zelo dobro ga poznajo tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici. Če mi je takrat pri mojih, ne vem, 15 nekdo rekel, da on kadarkoli imel eno največjih plesnih šol v Sloveniji, pa to bi rekel, daj, prosim, pomiri se. Ampak če pustiš življenje, da te pelje svojo pot, brez da ga pretirano nadziraš, se potem zgodijo take lepe zgodbe. In ples je zanj zagotovo ena najlepših zgodb v življenju. Ples predstavlja v meni v prvi vrsti eno enormno psihoterapijo. Jaz vedno pravim, da estrada ni najbolj zdravo okolje, v kateri bi pač mlad fant, punca, kdorkoli odraščal. Ampak je moj glavni plus, po mojem mnenju, moj samoanalizi ta, da res bolj kot ne vsak dan končam z plesnimi treningi. A gremo kaj plesati? Dajmo! Potem pa smo mahava levo, desno, levo, desno, levo, desno. In to je že prva smica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petka! A si strog učitelj? Po pravic mi povej. Kakšen? Smešen. Včasih nosi 2 različna čevlja. Ja. Ja. Pa nikoli se ne nadere na nas, ampak samo vse spravi na bolj smešen način. Ja. Ampak to pomeni, da ste tudi vi pridni. Ja. No, tudi na samozavesti delamo plesalci, ne? Svoje plesalce vključuje v svoje pevske projekte. Koreografija, ki jo gledate, je del novega dueta z Rebeko Dremelj, Ko primeš me za roko, ki izide konec novembra.